res je bilo tako. S postavitvijo diagnoze se je pravzaprav podrl ves dotedanji svet. Rekla je na tako en luškan način, a veš, mami, da jaz te imam pa tako bolj rada. V Ameriki imajo te multidisciplinarne pristope, imajo bolj, nekako je to bolj razvito, bolj celostno pristopajo k zdravljenju. Pri nas tega še ni. Generalni pokrovitelj intervjuja je založba Kiara. Moja gostja je Metoda Vidmar-Vengust, psihiatrinja in avtorica knjige Drevesa govorijo. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Kje bi začela? Kje bi začela, se sprašujem, ker ko sem brala vašo knjigo, če ne bi prebrala, bi bil ta intervju popolnoma drugačen. Glede na to, da ste psihiatrinja, v knjigi pa pripovedujete o svoji življenjski izkušnji, preizkušnji, ki jo živite že toliko let. In se mi zdi, da vas do določene mere tudi definira. To se pravi, pri približno 45 letih ste zboleli za multiplo sklerozo. Ja, res je. Od takrat naprej se vam je začelo odvijati, odpirati novo življenje. To ste res zelo nazorno povedala in res je bilo tako. S postavitvijo diagnoze se je pravzaprav podrl ves dotedanji svet. Ja. Kar se tudi ponavadi zgodi, kadar se soočimo z neko težko telesno boleznijo. Res je tudi, da je mogoče to razmišljanje in ta predstavitev prinesla nekaj spremenjenih pogledov tudi na mene samo kot osebo in kot zdravnico, ker naenkrat sem se znašla v dveh vlogah. In to je v vlogi zdravnice, psihiatrinje in v vlogi bolnice. To je neka pozicija, ki je na nek način zelo zanimiva, ne? Na prvi pogled se zdi, da je to nezdružljivo. Ampak dejansko, če pogledam nazaj in tudi zdaj, ko živim to svoje življenje, moram reči, da se ti vlogi dejansko še vedno neprestano prepletajo in niso me oslabile te vloge, osiromašile, ampak nasprotno. To je neka obogatitev. Jaz s tem ne želim reči, da moraš pravzaprav zboleti za vsemi boleznimi, ki jih imajo tvoji klienti, pacienti. Da bi jih razumel. Da bi jih razumel, sploh ne. To bi bilo seveda prehudo. Ampak naenkrat se ta percepcija, to gledišče, vsi ti pogledi in tudi lastno doživetje trpljenja pravzaprav odpirajo toliko novih razsežnosti, da sem prepričana, da je to samo obogatitev pri mojem delu, to je delo psihiatrinje. Ja, vi ste zelo pogumno se podali v to knjigo oziroma v objavo te knjige, kjer opisujete svoje doživljanje same sebe, se pravi tudi kot bolnice, kot osebe, ki jo je doletela takšna izkušnja. Sej zdaj, ko mi rečemo bolnica, ne, to dobi en prizvok, kjer ti, ne vem, je to v naši podzavesti, vidiš enega človeka, ki je ubogi, ki nima moči, ki nima volje. Ampak vendarle pri vas sem doživela, da ste tam začeli dobivati novo voljo, nova obzorja so se vam širila, napredek se vam je začel dogajati, osvobajati ste se začeli, ampak vendarle v knjigi vse to zelo jasno opisujete, hkrati ste pa vi še vedno doktorica, psihiatrinja. Vi ste bili recimo direktorica psihiatrije, strokovna direktorica v Vojniku. Skratka, oseba z neko močno vlogo in avtoritete in znanja in spoštovanja. Tu pa se razgaljate, pokažete svojo ranljivost, pokažete svojo duševnost in tako naprej. To je zelo pogumno dejanje. Se sploh zavedate tega? Ja, zdaj, ko to rečete v belem, ne bogovi. Ja, tako, ko to rečete, se mogoče tega še bolj zavestno zavedam, ne. Ampak, a veste kako, se ravno to je, ne, ko ti doživiš bolezen,
to jaz tudi lepo opišem v eni od teh zgodb, se ta ego počasi raztaplja, ne? In vidiš, da ego dejansko ni več tako pomemben. No, seveda, saj ego je pomemben v nekem vsakodnevnem življenju, zato ker nam daje tudi neko moč, da delamo neke stvari, Da nam ne da pride se do živega, lotimo ne? nekaj tako projektov. Ja, seveda, v tem so tudi neke obrambe, ne? Tako da ego do neke mere, jasno, da ga potrebujemo, ne potrebujemo pa več tega hipertrofiranega ega. Tega, ki nas oddaljuje, ne? In mogoče se je ta ego stopil ravno do tiste mere, ne, da sem se v tem smislu lažje odprla in povezala. Tako da jaz to jemljem kot dobro, ne. Ste s to izkušnjo postali drugačni do svojih klientov, do svojih pacientov? To bi jaz seveda težko presodila, če sem res drugačna, ker mogoče te povratne informacije od njih nisem dobila, ker ne nazadnje so le do neke mere zadržani, ne? Ampak dobila sem to povratno informacijo od ljudi, ki me poznajo. Ja. Še najbolj mi je, na primer, to zelo odprto rekla hči, ki je sicer zdaj že odrasla, ampak rekla je na tako en luškan način, a veš, mami, da jaz te imam pa tako bolj rada. Ne? Začutila tisto človeško noto, tisto... Ja, manj stroga mama, ne? Bolj taka odprta, sprejemajoča. Skratka, to je posledica seveda tudi nekega doživljanja in nekih novih spoznanj, osvobajanja. Ja. Vi govorite v knjigi, kako nas te vloge, ki si jih nadenemo, to se pravi, vi ste psihiatrinja, jaz sem novinarka, ona je pisateljica, on je pravnik, on je kmet, on je pilot, kako nas to definira in pravzaprav gradi neke zidove okrog nas, celo do nas samih. Kako ste vi šli preko te vloge? Kaj se je zgodilo? Je šlo to naravno? Ali ste vi to zagrizli v to vlogo in rekli, kljub temu, da sem zdravnica, da jaz obvladam svoj posel, sem še vedno ženska, ki čutim in ki mi je dovoljeno, da se izjokam, ki mi je dovoljeno, da dvomim, da sem žalostna, da sem nemočna, da sem vse to. Kako je šlo? Kako je šla ta bariera padla? Jaz pravzaprav o tem sploh nisem razmišljala. To se je zgodilo samo po sebi in o tem lahko govorim zdaj, ko pogledam za nazaj. Jaz se takrat nisem ukvarjala toliko s to vlogo sebe kot zdravnice, ampak sem se ukvarjala s sabo kot z bolnico, ne. Trajalo je kar dolgo, to je bil cel proces, ne, pravzaprav sprejemanja vsega tega, spoznavanja samo sebe na drugačen način in jaz sem se dejansko, kot pomislim, sem se ukvarjala bolj s tem kot z vprašanjem, a sem jaz še zdravnica, ne, a je moja integriteta v tem smislu še ohranjena. Ne, to je teklo spontano naprej. Jaz pravzaprav tisto, kar je bilo res pomembno, je to, da se nikoli nisem postavila v vlogo žrtve. In sem se bolj postavila v to vlogo postavljanja vprašanj, zakaj se je to zgodilo, pa ne v tem smislu, zakaj, ne, uboga jaz, ampak kaj mi to, ta vprašanja sem si postavljala, ki mi potem dajejo odgovore, oziroma so me sila v to, da sem iskala odgovore. Tako da to je bil ta proces, samo preizpraševanja, ne. Če pogledava, prostite, da sem vas prekinila, ampak res je bilo močno to vprašanje, če pogledava, kaj vas je naučil študij, kaj so vas študij psihiatrije recimo, kaj so vas naučile izkušnje na delovnem mestu z ljudmi in potem kakšen preskok v vaši duševnosti se je zgodil ob tej vaši lastni izkušnji s soočanjem z boleznijo. Je to večji preskok ali je to vse znanje, ki ste dobili in izkušnje, vseeno vam prineslo več v spoznavanju duševnega stanja človeka? Duševnosti, no? Duševne razsežnosti, bom rekla. Pravzaprav je potrebno oboje, ne. Sama stroka, torej študij, učenje, ti postavlja, pravzaprav te uči določenih doktrinarnih stališč. Učite tudi dinamike duševne strukture v tem teoretičnem smislu. Seveda imamo tudi, v sklopu tega študija je bil tudi proces samospoznavanja tega lastnega duševnega sveta, ne.
Ampak to bolj v tem smislu, a veste, da človek sebe spozna do te mere, da zna ločiti med sabo in svojimi problemi, svojim zakonitosti, svoje osebnostne strukture in torej bolnikom, ki pride, ki ima svoj problem, bolj v tem smislu, da veš, kdo si, kaj si in razmejiš probleme človeka, ki je pred tabo od svojih lastnih. V tem smislu seveda je ta proces je bil speljan, ne? Ampak ta bolezen me je pa pravzaprav peljala še v neke druge sfere, v svetove, ki jih prej nisem poznala oziroma o njih nisem razmišljala. In to je bilo vrsto tudi drugih procesov, tudi določena čist intuitivna pot in v tem smislu opazovanje sveta na drugačen način, vse te sinhronicitete, kam me to vodi. To je tako, a veste, tudi to pojavilo se je zelo nekako raziskovanje tega nezavednega sveta na drugačen način. Ker če si predstavljamo, še najbolj bi to rekla, predstavljamo si jabolko, ne? In v sredici te jabolke so semena in ta semena so ta zavestni del. In ta jabolka naokoli, to meso te jabolke je pa ves ta spekter nezavednega. In se mi zdi, da je bil ta proces, ki je bil mimo nekih ustaljenih praks učenja, je šel še malo širše kot tisti proces prej. Ja. Lupina je pa ego, a ne? Lupina jabolka. Dobro ste rekli, lahko bi tako rekli. Ja, lahko bi tako rekli, res. Ja. Zanimivo. Kako gledate na slovensko zdravstvo? Ne morem mimo tega vprašanja. Zdaj je kar na udaru, vendarle medicina napreduje, čudovite iznajdbe, napredek medicinski se nam je zgodil, vrhunski pravzaprav strokovnjake imamo velike, na drugi strani problemi zdravstva, na drugi strani odnosi. Kako vidite? Jaz mislim, da je to zelo kompleksno vprašanje. Vem, in ki bi zahteval celo oddajo. In odgovor ni preprost. Res je, z vsem spoštovanjem do razvoja medicine, svetovne in slovenske, gre dejansko za kvantni preskok, ne, kar ste že omenila, v samih terapevtskih, torej v metodah zdravljenja, vsa ta biološka zdravila, nanotehnologija in podobno je prinesel res en velik napredek in predvsem možnosti za ljudi. Tako da to je res en tak pozitiven del in jaz mislim, da je dobro, da se ljudje tega zavedamo. V tej knjigi tudi dejansko opisujem, posebej poudarim ta pomen zdravljenja, ki ga daje uradna medicina. Zato, ker se mi zdi zelo pomembno, ker zdaj pogosto slišimo, da bi nekateri želeli to, tudi s težkimi telesnimi boleznimi, bi želeli to kar nekako preskočiti. Negirati. Negirati pravzaprav. Ja, kar preskočiti, ampak jaz mislim, da ko ti zelo resno zboliš, da je pravzaprav si tako globoko ranjen, da je res pomembno, da poiščeš pomoč tam, kjer ti lahko dajo to pomoč zdravljenja telesa. Zaradi tega, ker telo ima svoje zakonitosti in ko ti zboliš na tak način, je prepozno pravzaprav, da bi... Ja, je pravzaprav, zgodi se več stvari. Prvič si tako ranjen, da ne moreš takoj iti v proces samozdravljenja, ranjenost je prevelika, stopnja bolečine je težka, je huda, človeka to hromi in bremeni in takrat je potrebno zdravljenje telesa za to, da se ti do neke mere reintegriraš na telesnem nivoju. Ni pa to dovolj, ne? Prav je, da kadar je tako, da se sprašuješ pravzaprav tudi v drugih stvarih in iščeš vzroke. Ja, to je ta pozitivni del. Res pa je, in ne moremo se slepiti, da so tudi manj svetle plati zdravstva. Tako, če pogledamo predvsem v tem smislu zdravstvenega sistema, pa velik problem je v pomanjkanju, v kadrovski podhranjenosti, pa še nekaj je, ne? Medicina kot taka je postala, jaz temu rečem, tehnicistična, ne?
ker je znanje tako veliko, je postalo pravzaprav že subspecialno, ne? In se ukvarja s fragmenti človekovega telesa. In tukaj je problem. Ne celostno, ampak. Ja, fragment in pravzaprav o tem se zadnje čase veliko govori, tudi vem, da je WHO v teh smernicah pravzaprav tudi zastavil, ne, da na tem področju bo potrebno iskati odgovore, ker ljudje postajamo vedno bolj komorbidni. To pomeni, da imamo več telesnih bolezni, ne, in nekako bo treba začeti gledati človeka bolj celostno in nekako tudi iskati neko povezovanje, ne, povezati in vsa ta človeka z vsemi temi obolenji in z njim samim. Ne. Ja. Videti, Nekatere klinike, recimo sploh privatne ali pa tudi v tujini, ne, se tega že poslužujejo. Se pravi, to je naša prihodnost. Tja gre ta val razvoja tudi uradne medicine. Mislim, lahko smo optimistični glede tega, ali mislite, da nas čaka še pojesti veliko žgancev, da bomo prišli do tega, da integriramo to v uradno medicino? A veste kako, nekatere klinike na zahodu, zlasti v Ameriki, imajo te multidisciplinarne pristope. Nekako je to bolj razvito, bolj celostno pristopajo k zdravljenju. Pri nas tega še ni. Mislim, da je to še zelo v povojih in da bomo o tem morali še veliko govoriti. In tudi veliko iskati poti. Konkurenca pa je zdrava pravzaprav, zato tu zagotovo je dobro imeti nekaj konkurence, ki te zdravo spodbuja naprej ali pa kakorkoli. Zdaj svari stroka, da je porast duševnih bolezni velik, sploh med mladimi. Osebno jih ne poznam dosti, bi vas pa vprašala, ker se dnevno srečujete v svoji službi s tem, ali je to resnično, da je vedno večji porast duševnih bolezni tudi med mladimi, kljub takšni ozaveščenosti, kljub vsej emancipaciji, globalizaciji. Danes imamo knjigo za samopomoč, brezplačno nešteto teh knjig. Ali je možno, da vseeno nas je doletela velika duševna stiska? No, gotovo. O tem se res veliko govori, o porastu duševnih motenj. No, tako je pravzaprav. V svetu tiste klasične duševne motnje, tiste diagnoze, kot so na primer shizofrenija, bipolarna motnja, pojavnost teh ostaja nespremenjena, ista. In to po vsem svetu. V zahodnem svetu pa nedvomno narašča število teh, rečemo temu, sodobnih psihičnih motenj v smislu depresije, anksioznosti, pa psihoreaktivnih stanj, stresnih motenj. Vprašala ste za mlade. Dejansko statistični podatki kažejo kar velik porast psihičnih težav. V koliko časa? V 5 letih, 10? NIJZ je naredil kar en lep statistični prikaz med letoma 2008 in 2015. Je na primarnem nivoju poraslo število obiskov mladih zaradi težav v duševnem zdravju za približno 25%. Na sekundarnem nivoju, to je na nivoju na specialističnem, pa še bistveno več. Govorijo o 75%. Samo, a veste, je to tako, ne? Tudi te številke je potrebno gledati malo z rezervo, zaradi tega, ker gre tukaj za pravzaprav mogoče tudi večjo dostopnost, večjo ozaveščenost, malo manj te stigme, tako da je tudi res, da mladi prej poiščejo pomoč. Ja. Dobro je to na tak način pogledati. Sem vesela, da ste na to upozorili, da nismo tako pesimistični, ampak enostavno, da tudi to zaveščanje in ta dostopnost prinesete svoje in morda je to bolje, da prej se tega človek posluži in da to ni stigma. Pravzaprav zakaj? Saj konec koncev, tako kot so imeli že v ne vem kakšnih civilizacijah kralji svoje astrologe, svetovalce, jih imajo še danes, zakaj ne bi imela tudi mladina ali kdorkoli svetovalca za duševno zdravje. Konec koncev, mogoče tudi, če bi bilo doma v lastni hiši več pogovorov na to temo, več odprtosti, mogoče pa ne bi bil tak porast potem pri specialistih, recimo, ne?
Ja, to ste zelo dobro omenila. A veste, res je, da ni vse samo družina, ne? Da ne bi mogoče preveliko težo preložili na družino. Ampak res pa je, da je zelo pomembna klima v družini, komunikacija, občutek, da si v popolnosti sprejet, da si slišan, da lahko odpreš določene probleme. In dejansko ti programi, ki se zdaj tudi pri nas, se o tem veliko govori, tudi v svetu, izvajajo, so ti programi opolnomočenja tudi družin, učenja, ne, in že pri vzgoji, pa tudi naprej govorjenja oziroma pogovorov o tem, kako pristopati, kako obravnavati. Vsi potrebujemo neko učenje, nek razvoj, ne. In verjamem, da v sodobnem svetu je težko tudi za mlade družine z otroci, v vsem tem tempu. Verjamem, da se pogosto izgubijo v svojih lastnih težavah, obremenitvah. Po drugi strani je pa ravno rezerva tu, ne? Da človek dobi več energije, če je v lastnem domu lahko sproščen, dobi ogromno energije, ki jo potem lahko porablja v službi, na cesti, v družbi. Pa to varnost, ne? Ta občutek, da tam si res doma, si res lahko to, kar si, to sprejetost, to se z vami strinjam, ne? Tukaj nabiraš. Ja. Malo smo obrnili poglede na določene stvari, ki prihajajo, oziroma informacije ali pa teorije, ki prihajajo ven, pa se mi zdi dobro to prevetriti, zato da ne tulimo vsi v isti rok, kako je vse grozno in slabo. Mogoče z drugega zornega kota lahko vidimo tudi precej optimistično sliko tudi tega današnjega časa razvoja, hitrega razvoja, kjer imamo ogromno možnosti se učiti, spoznavati in delati tudi nove stvari. Tudi epidemija je to možnost prinesla. Tudi zaprtost je prinesla možnost vpogleda vase in v vse družinske člane in tako naprej, tako da ni vse tako črno, kot se morda komu zdi, ne? Ja, to je seveda do neke mere res tudi mogoče malo posplošeno. Težko je morda na tak način razmišljati, ampak nekaj je pa res, ne, velikokrat smo obrnjeni navzven, mogoče ste to želela. Ja. Velikokrat smo obrnjeni res navzven, na ta zunanji svet, na zunanje dogodke, iščemo potrditev tam, ampak v nekem določenem življenjskem obdobju ali pa kot zaradi določenih stvari, ki se ti zgodijo, pa naenkrat spoznaš, da je tudi v tem notranjem svetu, v tem, kar ti si, eno neizmerno bogastvo. In ko začneš to odkrivati, ti pravzaprav nikoli ni več dolg čas. Ne, ker tu se vedno nekaj dogaja, samo potrebno je pa res, da se nekoliko umiriš, da ni vsa pozornost usmerjena navzven, ne, ker kadar je pozornost usmerjena navzven, smo na stresni osi. In smo nekoliko oddaljeni od samega sebe. Ko pa se dovolj umirimo, se obrnemo navznoter, potem pa se začnejo dogajati to, kar smo že prej, mogoče se tudi malo dotaknili, ta intuicija, sinhroniciteta, dogodki, ki ti prihajajo nasproti, jih naenkrat zagledaš na drugačen način. Dajejo ti tudi neke vrste odgovorov in te vodijo spet naprej. Ja, in zdaj tudi vidim odgovor, kako ste bili tako pogumni in odločni pri tem, da izdate knjigo kot zdravnica cenjena, ne, s takšnim in takšnim nazivom o svojem notranjem stanju, prav zato, ker ste dobili to svojo notranjo moč in to svojo notranjo svobodo, si to lahko nekako z lahkoto ali pa bolj z lahkoto privoščite, ne. Niste več toliko odvisni od zunanjih komentarjev in od vsega tega, to sem želela reči. Ja, mogoče res, ne. Jaz pravzaprav si seveda želim, da bi ta knjiga govorila tudi ljudem, ne. To bi mi bilo drago, če bi se to zgodilo, ampak ne v tem smislu, da bi bila knjiga kot nek napotek ali pa učenje, sploh ne. Bolj kot vzpodbuda, da vsak sam pri sebi v tem smislu prične nekoliko raziskovati. Saj ni treba,
da je to zdaj ne vem kakšna, mogoče ni treba, da je na tak, sploh ne na tak način, kakor sem to delala jaz. Vsak pravzaprav naj najde neko svojo pot in to svojo pot samospoznavanja, ne. Verjetno je to eno od pomembnejših sporočil te knjige. Prikaz mogoče moje poti in potem spodbuda, da vsak išče svojo. Ja. In ko bomo o tem na glas govorili, bomo pravzaprav na pristen način slišali drug drugega in bomo še bolj rasli. In to je namen. Vesela sem, da ta knjiga prihaja v javnost. Hvala vam za gostovanje pri nas, za ta lep, miren pogovor, tudi o temah, ki so lahko za marsikoga danes težavne. Hvala vam. Tudi vam hvala za povabilo in mi je bilo drago. Moja gostja je bila Metoda Vidmar Vengost.